Danes v Pomurskem dnevniku. Nova poškodba kombajna. Nedopustno in kriminalno dejanje. Novo študijsko leto. Zamaknili odstranitev cestninske postaje. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko smo pred dnevi poročali o tem, da so kmetje na območju občine Gornja Radgona povsem obupani, moramo tokrat poročati o novi poškodbi kombajna. To je že 11. poškodba v zadnjih 14 dneh. Delo na koruznih poljih še vedno ni opravljeno, posledično je kvaliteta koruze vedno slabša. Koruza je prezrela, zrno prezrelo, steblo je prezrelo, dobesedno ni primerno več za živali, ker je preveč vlaknin in ni primerno več. Tako da, gledajte, vsi kombajni so odpovedali, dobesedno nimamo več kombajna, ki bi lahko žel. Potem, ko jim zaradi strahu niso želeli pomagati lastniki kombajnov iz drugih občin, so enega naposled vendarle prepričali, toda tudi njega je doletela enaka usoda. Smo prepričali enega kombajnista, ki je prišel iz druge občine in dobesedno smo mu rekli, če boš polamal, gre na naše stroške, mi moramo za živali pripraviti krmo in je žel, celo noč smo želi, zdaj pred eno uro dobro smo pa dobesedno zrušili kombajn skupaj z počilo, to je taki grozen pok in je spet razneslo celi kombajn. Tudi tokrat je bila za poškodbo kriva palica iz Rosfraja. Rosfraj je palica 20 cm dolga, debela 2 cm, ovita z maskirnim trakom, pol pa verjetno tudi prilepljena na koruzo. Policija je zajela to palico, odpeljala, tudi tisti trak maskirni je odzela in odpeljala in vprašanje, kaj lahko s tem ugotovimo. Vemo samo to, da gre za vse posodi za isti predmet, za isto palico, Rosfraj palico. In zakaj Rosfraj palico, to strojniki vejo dobro povedati, ker detektor ne obstaja za Rosfraj palico. Sam bo imel zaradi vandala za približno 50 tisočakov škode. Jaz osebno kot kmet sem moral pristati z kombajnisti z nekim sporazumom, dogovorom v primeru, da se polamne kombajn na njive, da nosim stroške. To imam dvakrat po 15 do 20 tisoč stroškov. To lahko računa od 30 do 40 tisoč stroškov na kombajne, plus tiste dele, ki mi dela usluge, ki zaračunavajo strojnike. Tako da bo se vrtelo okrog 50 tisoč za mene, za mojo kmetijo, plus tega pa moramo vedeti, da kvaliteta je tako nizka v silosih, da si ne moremo privoščiti kvalitetne prereje. Ukolikor bodo nepridiprava zalotili na koruznem polju, se mu ne piše nič dobrega. Če ga dobimo na njivi, mimo kmetje obračunali in z njive ne bo šel več. To se ve. Glede, to je prekipelo vsem kmetom in vam moram povedati, tu smo par vasi čista pobesnelene. In to vam povem, če bi ga kateri kmet zalotil, vam povem, da bo isto razmišljal, da bo samo obračunal z njim. Policija upa, da bo več znanega v prihodnjih dneh. Na dogajanje okoli poškodb kombajnov se je odzval tudi Franc Režonja, direktor Kmetijsko-gospodarske zbornice Murska Sobota. Poglejmo, kaj je povedal. To, kar se dogaja v pomurskem prostoru, je popolnoma nedopustno. Izvedeli smo za te aktivnosti posameznikov in to povzroča nemir pri kmetih. Po drugi strani pa seveda moramo računati, da je pravica do kmetovanja zakonita pravica vsakega, ki se ukvarja z pridelavo hrane. Republika Slovenija ima probleme z samooskrbo in vsaka taka aktivnost seveda še te probleme pospešuje. Najverjetneje je škoda ogromna. Enostavno si ne znam predstavljati, kaj pravzaprav pomeni za določene kmetije, če se te zadeve nadaljujejo. Po drugi strani pa seveda je popolnoma nedopustno, da nekdo posega v pravico drugega na njegovem delovnem mestu. Mi moramo računati, da je kmetovanje, torej pridelava hrane na prostem, torej tovarna brez strehe, in njiva je delovno mesto kmeta. In žetev je prav tako ena od del, ki jih kmet mora opraviti, in če ga nekdo moti, je seveda to za mene absolutni kriminal. Kakšna pa bo po vašem škoda, če bo zdaj pridelek ostal nekako na njivah, živina v hlevih pa bo
posledično potem tudi lačna. Jaz mislim, da do tega ne bo prišlo, ampak če bi prišlo, je to seveda enormna škoda, ki bi povzročila največ škode seveda davkoplačevalce Republike Slovenije, ki bi morali še bistveno več hrane uvoziti, kot pa v tem primeru, ko se naši kmetje trudijo, da bi čim več hrane pridelali sami. Zadnja letošnja razstava v Soboški galeriji nosi naslov Osamljenost izrazite snobe v prekmurski likovni umetnosti. Gre za izbor del iz stalne zbirke galerije Murska Sobota. Poglejmo si kratek izsek iz pogovora, več pa v oddaji aktualno ob 18:15. Za to razstavo smo se odločili zaradi tega, da bi izpostavili dvoje, se pravi likovno delovanje v Prekmurju, v bistvu ne v teh 100 letih, ampak v 50 letih, v slabih 50 letih, se pravi od leta 1970 in nastopa skupine DHLM naprej. Druga stvar je pa to, da smo pokazali tudi naš prispevek k skrbi za premično dediščino. Vsa dela so namreč iz naše stalne zbirke. Se pravi, poskrbeli smo, da so ta dela ostala tukaj in so skupno javno dobro, ne bodo odšla nikamor od tukaj. Seveda gre za izbor, sicer imamo v stalni zbirki 735 del tudi svetovnih umetnikov, širše slovenskih umetnikov, tudi ostalih naših pomurskih umetnikov, ampak smo se odločili posebej za to temo osamljenosti in izraze tesnobe, zaradi tega, ker so to dela, ob katerih obiskovalci dobijo občutke in govorijo o njih kot o morbidnih, tesnobnih, zamrjenih in podobno. Danes se je v novo študijsko leto podalo več kot 65.000 študentov v Sloveniji, kar je približno toliko kot lani. Letos je bilo iz strani 5 univerz ter 48 visokošolskih zavodov razpisanih kar 48.357 vpisnih mest za vpis v prvi letnik na kar 816 študijskih programih. Med razpisanimi mesti jih je bilo 38,1% z področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, 13,7% z področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva. Sledijo z 10,8% umetnost in humanistika, z 10,2% zdravstvo in sociala, z 9,2% naravoslovje, matematika in računalništvo, z 8,4% izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 7,3% storitve ter z 2,4% kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Končni podatki o vpisu v visokošolstvo ter o številu študijskih programov bodo na voljo sredi septembra. Vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni 30. oktobra. Štajerski avtocesti so že dokončno odstranili cestninske postaje, dela na pomurski avtocesti pa so se nekoliko zamaknila. Poglejmo, kdaj bodo stekla dela. Dars je na območju države za letošnje leto načrtoval odstranitev kar 21 cestninskih postaj in preureditev njihovih območij. Gre za 10 čelnih, večjih točk, ki segajo čez traso avtoceste in 11 stranskih, ki se nahajajo na avtocestnih priključkih. Pred časom so se od cestninskih postaj poslovili na Vranskem in v Tepanju, minuli mesec pa je padla še zadnja cestninska postaja na štajerski avtocesti. Po prvotnih načrtih naj bi te dni na vrsto končno prišla tudi dela na cestninski postaji Dragotinci na pomurski avtocesti A5, a se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Na Sobota Info poročajo o začetku prenove mestnega središča. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva na vzhodu še delno jasno. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 26 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 19, v Radencih in Murski Soboti 21, v Lendavi pa 22 stopinj Celzija.
Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva na vzhodu še delno jasno. Dež se bo na zahodu krepil, se širil proti vzhodu in do večera zajel vso Slovenijo. Predvsem v južni polovici bodo tudi nevihte, krajevno bodo možni tudi močnejši nalivi. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, po prehodu hladne fronte pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji okoli 14, dnevne pa okoli 24 stopinj Celzija. Do četrtka zjutraj bo dež večinoma ponehal, najpozneje v jugovzhodni Sloveniji in od zahoda se bo jasnilo. Pihal bo veter severne do vzhodne smeri, na Primorskem sprva zmerna burja, ki bo čez dan slabela in zvečer ponehala. Hladneje bo. V petek bo suho vreme. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 9, čez dan pa okrog 17 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.